današnjo slovesnost smo želeli povezati tudi Slovenci v zamejstvu. Zato smo posebej veseli, da se je našemu povabilu, da nam osvetli zgodovinski pogled na čas in dogodek pred 100 leti, velikodušno odzval profesor Tomaž Simčič. Profesor Simčič je bil rojen v Trstu in vse življenje tam tudi deluje. Obiskoval je slovenske šole, diplomiral iz klavirja na Tržaškem konservatoriju in iz literarnih ved na Tržaški leposlovni fakulteti s tezo o slovenskem tržaškem duhovniku Jakobu Ukmarju. Poučeval je na slovenskih šolah na Tržaškem, bil nekaj let ravnatelj in 20 let delal v šolski upravi. Čeprav je upokojen, je še vedno aktiven v kulturnem in verskem življenju slovenske manjšine v Italiji. Kot organist spremlja slovensko cerkveno petje pri novem svetem Antonu v Trstu. Napisal je vrsto razprav, zlasti z področja katoliškega gibanja v 19. in 20. stoletju, ter uredil knjigo spominov svojega očeta Teofila Simčiča, ki je bil osebni prijatelj in soletnik Lojzeta Bratuža. Gospod profesor Tomaž Simčič, predajam vam besedo. Spoštovani gospod Škof, spoštovani gospod župnik, poročilo, ki ga je o svetoletnem romanju na Marino Celje 15. in 16. avgusta 1925 za Goriško stražo napisal Radno Bednaržik, omenja, da je vlak iz Gorice v kanal prispel z 2-urno zamudo. V tej zvezi se pojavi tudi ime Lojzeta Bratuža, o katerem beremo, da je ožemal na vrhu svojo prepoteno srajco, ker je prišel med zadnjimi, zaradi zamude vlaka namreč, a še prav, da je mogel voditi pri slovesni maši mogočni zbor kanalskih in goriških pevcev. Lojze Bratuž je bil zborovodja mešanega pevskega zbora Mladika iz Gorice, katerega petje je poročevalec v reviji Naš Čolnič ocenil takole. Na koru je zadonelo ubrano veličastno petje pevskega zbora Goriške Mladike. Kljub naporni poti so pevci peli nad vse pričakovanje lepo. Zbor, ki je štel okrog 50 moči, je dirigiral gospod pevovodja Alojzij Bratuž in precizno spremljal na orgle gospod Fran Mavrič. Iz poročila o romanju kaj več o Lojzetu Bratužu ne izvemo, nič čudnega. Navsezadnje je bil Lojzet tedaj star komaj 23 let, to se pravi na začetku svoje žal prezgodaj prekinjene življenjske poti. Po poklicu je bil učitelj, najprej v Gonjačah v Brdih, nato v Solkanu in končno v Batujah, kjer se je močno vživel v krajevno stvarnost. Obenem je bil izobražen glasbenik, zborovodja in organist, ki si je svojim delom pridobil ugled tudi v krajevni in širši italijanski javnosti. Bil je globoko veren kristjan, pa tudi prijeten sogovornik, družaben, rad je imel svoje pevce in pevci so imeli radi njega. Pri Prosvetni zvezi je vodil pevski oddelek, pri Društvu Mladika v Gorici pa istoimenski zbor, dokler ni bilo društvo uradno razpuščeno. Leta 1928 je zaradi svojega delovanja dobil policijski opomin in bil premeščen v Južno Italijo. Da bi slovenska skupnost ne izgubila tako dragocenega narodnega delavca, mu je leta 1929 nadškof Sedej priskrbel mesto učitelja glasbe na nadškofijski gimnaziji. Tako je lahko na Goriškem spet deloval kot cerkveni glasbenik. Razvil se je v nadarenega skladatelja, obenem pa postal eden od tistih mož in žena, ki so svojo predanostjo veri in narodu v najtežjih časih na Goriškem pripomogli, da luč slovenske besede in kulture ni ugasnila. Leta 1933 se je poročil z učiteljico Ljubko Šorli v zakonu
sta se jima rodila 2 otroka, Lojzka in Andrej. Fašistom ni šlo v račune, da slovenska molitev in pesem v cerkvi kljub vsakovrstnim pritiskom niste utihnili. 27. decembra leta 1936 so Lojzeta Bratoža fašistični prenapeteži po maši v Podgoru prisilili, da je pil strojno olje pomešano z bencinom. Za posledicami zastrupitve je poldrugi mesec kasneje, 17. februarja 1937, izdihnil v goriški bolnišnici. Eden njegovih najboljših prijateljev je po vojni napisal: takrat nismo imeli niti časopisov, niti radija in vendar se je strašna novica o Lojzetovi smrti razširila kot blisk po vsej deželi. Skoraj 2 meseca je ljudstvo trepetalo zanj in pričakovalo ta zaključek in vendar je novica napravila na ljudstvo naravnost nepopisan vtis. Ves narod je takoj razumel, da je Lojze padel kot mučenik za vero in dom, zato ker je Bogu, kakor je sam rekel, slavo pel v svojem jeziku. Za njim je žalovalo vse primorsko ljudstvo, taki, ki so ga poznali in taki, ki ga niso bili nikdar videli. To splošno objokovanje je bila prva počastitev te čiste in nedolžne žrtve. Lojze Bratož je še danes eden od simbolov primorske ljubezni do lastnega naroda in jezika in upora proti narodnemu zatiranju. Po njem je od leta 1996 poimenovana osrednja ustanova katoliških Slovencev v Gorici, kulturni center Lojzeta Bratoža, nekdanji katoliški dom. Toda ob Lojzetu Bratožu med protagonisti fantovskega shoda izpred 100 let zaživijo tudi drugi liki, znani iz dobe primorskega kljubovanja fašističnemu raznorodovanju. Eden od teh je na primer še en Bratož, namreč Lojzetov, danes nekoliko manj znani, starejši brat Joško, ki pa je bil tedaj zaradi svojega izjemnega pevskega daru na Primorskem skoraj tako ali še bolj znan od brata Lojzeta. Njegov glas že poznajo malo da ne v vsaki vasi, je zapisal eden od poročevalcev z Marijinega Celja. Pel je z občutkom, poudarja poročilo. Z njegovo ljubko prošnjo se je strnila prošnja tisočirih, ki so proseče ponavljali: Marija, ti čuvaj nam dom in rod. Joško Bratož je v Malem Semenišču poučeval klasično grščino, petje in slovenščino. Mnogim, na primer Alojzu Rebuli, je ostal v spominu kot izjemen profesor in pedagog. Umrl je v zadnjem letu vojne, 29. decembra 1944. Kronike Marijino-celjskega romanja omenjajo seveda tudi duhovnike, na prvem mestu Antona Berlota, glavnega celebranta pri slovenski maši, ob njem pridigarja Venceslava Beleta, sicer župnika in dekanov v Kanalu, Stanka Staniča, ki je maševal nedeljo zjutraj ob prepevanju domačega zbora, zlasti pa Alojza Makuca, domačega kurata v Marijinem Celju, kateremu se je za njegovo veliko gostoljubnost in delavnost na shodu javno zahvalil dr. Vladimir Glaser, kasnejši svak, politika in poslanca v rimskem parlamentu Engelberta Besednjaka. Še nekdo seveda izstopa iz kronik iz leta 1925. Lipe ali Lipče. Brez njega shoda najbrž ne bi bilo. Gre seveda za Filipa Terčelja, duhovnika, danes kandidata za blaženega, glavnega pobudnika in organizatorja shoda. Toda čeprav je bil Terčelj izjemen organizator, sam nalogi ne bi bil kos. Že iz najave dogodka je namreč razvidno, kakšen organizacijski podvig je bil v majhni vasi nad Kanalom nastaniti, nasititi in odžejati 1000 romarjev, ter njihovo bivanje osmisliti z duhovnimi vsebinami. To ni bila preprosta stvar. Toda za njo je stal pravi organizacijski stroj, kakršen je pod Terčeljevim vodstvom postala Prosvetna zveza. Sam Terčelj je napisal, da je bil namen Prosvetne zveze, da bi postala žarišče ljudske izobrazbe na krščanskih temeljih. Seveda so bile med udeleženci svetoletnega romanja na Marijino Celje leta 1925 tudi mnoge druge znane osebnosti, ki jih poročila ne omenja.
Med njimi skoraj gotovo tudi tedaj 27-letni Janko Kralj, ki se ga želim posebej spomniti, ker je bil po rodu doma prav iz te vasi. Rodil se je sicer v Dornberku, toda njegov oče je bil Štefan Kralj iz hiše, ki se ji še danes reče Pri Kraljevih, mati pa Elizabeta Čargo iz Kanala. O Janku Kralju, enem najpomembnejših slovenskih primorskih politikov v času med obema vojnama, bi bilo seveda mogoče veliko povedati. O njem največ najdete v obsežni biografiji, ki jo je leta 2008 napisala njegova hči Lučka, sicer tudi priznana zborovodkinja in glasbenica, ki živi v Argentini. Naj ob tej priliki omenim samo eno zanimivost. Samo 2 meseca pred romanjem na Marijino Celje je namreč goriška prefektura zaplenila drobno zgodovinsko knjigo o boju Ircev za svobodo proti Angležem z naslovom Boj majhnega naroda. Zaplenila jo je z utemeljitvijo, da je njen avtor, namreč Janko Kralj, svojim pisanjem v resnici namigoval na položaj Slovencev v Italiji in s tem ogrožal javni red in mir, če bi se to prepričanje širilo med ljudmi. Zaplembi se je izognilo le nekaj izvodov knjige, Janko Kralj pa se je moral zagovarjati na goriški prefekturi. Z zaplembo bojev majhnega naroda sem že prešel k družbenim političnim razmeram, sredi katerih se je odvijalo romanje Prosvetne zveze na Marijino Celje. V kraljevini Italije leta 1925 za vladnim krmilom že sedel voditelj fašistične stranke Benito Mussolini. Država takrat formalno ni bila še diktatura, v Rimu je deloval parlament, katerega člani so bili tudi 3 Slovenci, dr. Vilfan, že omenjeni dr. Besednjak, izvoljena na Narodni listi, in Jože Srebrnič na komunistični. Dejansko pa se je režim razvijal v samovlado in kmalu zatem v totalitarno diktaturo. Stranke razen fašistične so bile leta 1926 prepovedane, svoboda besede, združevanja in tiska je bila 2 leti kasneje ukinjena. Svoj pravi odnos do narodnih manjšin je fašizem pokazal že pred prevzemom oblasti z raznimi oblikami nasilja in ustrahovanja, tudi proti slovenskim duhovnikom in škofom. Vseh teh podvigov seveda ne moram našteti, ampak ker smo na Marijinem Celju in je odtot lep pogled na Krn, sicer danes je oblačno, ga nisem še videl, naj se omejim na epizodo krnskega spomenika, ko so junija 1922 fašistične tolpe terorizirale prebivalce Kobarida, Drežnice in drugih bližnjih vasi. Uničevale in zažigale kulturne spomenike in gospodarske objekte, pretepale in zmerile domačine, vključno z duhovniki. In zakaj je šlo? Enostavno zato. Kmalu po prvi vojni so Italijani na vrhu Krna zgradili ogromen spomenik padlim italijanskim vojakom. Ta spomenik je 15. junija 1922 hudo poškodovala strela. Črnosrajčniki pa so o podpori tiska škodo pripisali sabotaži domačinov, med katerimi so nekateri po nedolžnem presedeli v zaporu celo leto dni, preden je strokovna komisija ugotovila, kar so ljudje vedeli od vsega začetka, namreč, da je spomenik poškodovala strela. Leta 1925, ko je potekal shod na Marijinem Celju, so slovenska društva sicer še živela, vedelo pa se je že, da je bila usoda slovenske šole na Primorskem zapečatena. Gentileva šolska reforma je namreč za edini učni jezik v državi določila italijanščino. Pa tudi slovenskim društvom in tisku je v letih 27-28 odklenkalo. Slovensko kulturno in politično delovanje se je odtlej nadaljevalo podtalno. Po tem letu je bila javna raba slovenščine mogoča samo v okviru cerkvenega življenja. Zaslugo za to je imela naša duhovščina, virni laiki, ki so stali ob strani, nekateri škofje, na primer goriški nadškof Sedej in tržaška škofa Bartolomaz in Fogar. Shod na Marijinem Celju je bil tako ena zadnjih slovenskih javnih manifestacij, na katerih sta se lahko slovenska beseda in pesem razlegali brez strahu, da se od nekod prikaže policijski agent in shod razpusti.
Naj ta svoj poseg zaključim z nekoliko podrobnejšim opisom samega poteka shoda. Še najbolj virno sliko dogajanja vzdušja, v katerem je potekal, nudi nemara njegova najava, objavljena 12. avgusta v Goriški straži. Takole pravi. Dobro uro od kanala leži v prijaznem pogorju ljubka romarska cerkev na Marijinem Celju. Te gori bodo v soboto zvečer in v nedeljo v ranem jutru romali naši fantje, da se poklonijo brezgrešni in izpričajo javno svojo vero. Spored romanja bo naslednji. Romari naj gredo od doma že na praznik popoldne. Vlak odhaja iz Gorice okrog 5. ure zvečer. Peljejo naj se do kanala. Kdor ne bi šel s tem vlakom, se lahko pelje z brzo vlakom, ki vozi iz Gorice ob 7:45 zvečer. Zveza z ajdovskim vlakom je ugodna v Prvačini. Ko pridejo romari v kanal, lahko deloma prenoče v kanalu, kjer jim bo dana tudi prilika za spoved. Drugi romari gredo na Marijino Celje, kjer bodo isto tako lahko našli spovednike in prenočišča. V soboto zvečer ob 8. uri bo romarski cerkvi blagoslov. V nedeljo zjutraj ob 6. uri se začne prva sveta maša s skupnim svetim obhajilom, druga sveta maša, farna, bo ob 8. uri, tretja slovesno ob 11. uri, tako da jo lahko dosežejo tudi oni romari, ki bi slučajno zakasnili in prišli v kanal z vlakom okrog 9. ure zjutraj. Medtem je bil Bratovž, ne smo slišali. Romari ne vzamejo hrano s seboj. Oni, ki so se zglasili za kosilo, imajo hrano zagotovljeno. Popoldne ob 3 bo procesija in nato blagoslov. Romari se bodo lahko vrnili z vlaki, ki odhajajo iz kanala okrog 6. ure zvečer. Romanje se udeleži tudi goriški godbeni krožek. Romanje, ki ima izključno verski značaj, naj bi v naših fantih rodilo obilo sadov, verske dejavnosti in rosilo našim družinam blagoslov, katerega vsi tako zelo potrebujemo. In res so prišli romari iz Goriške in širše Primorske. Iz kanala so na Marijino Celje hodili peš. Nad 1000 jih je bilo. Poročila izrecno menjajo, da so prihajali fanti iz spodnje Idrije, Črnega Vrha, Krasa, spodnje Vipavske, Mirna, Povirja, Dornberka, Livka, Ponikov kanala, Gorenjega polja. Iz Gorice so prišli voditelji prosvetne zveze, godbeno društvo, mešani zbor društva mladika in tako dalje. Domačini so skrbeli za logistiko in postrežbo. V poročilih o romanju je zaznati vzdušje, ki je prevevalo potek shoda. Slovesno zvonjenje, 2 krasna slavoloka, venci, rože, sijajno okrašena cerkev in gostoljubni fantje domačini so sprejeli romarje. Bog zna, koliko rok je upletalo cvetje med vence in postavljalo slavoloke. In še, prizor je bil čudovito lep, jasno sonce, ubrano zvonjenje, mogočno petje, krepka godba, vmes pa tiha molitev 104 fantov. Ali kot je v vzhičenem, nekoliko romantičnem tonu zapisal Radno Bednaržik, tudi sam udeleženec tabora. Ali naj bi še povedal, kaj smo vsi čutili, ko so vrste sočnih fantov pristopale k mizi Gospodovi? Vseh je gorela le ena misel in volja. Ne bojimo se tudi javno in pred celim svetom krikniti, da gori v nas luč svete vere, ki so jo vžgali v nas naši dedje in ljubezen do te lepe zemlje, ki duhti okrog nas. Shod se je zaključil po kosilu s procesijo, slovesnim blagoslovom ter poslovilnim govorom tajnika prosvetne zveze Filipa Terčelja, ki je na poslušalce napravil velik vtis. Da se je leta 1925 zbralo 1000 fantov na dvodnevni molitvi in v duhovni zbranosti, je seveda okoliščina, ki danes vzbuja občudovanje in začudenje. Za tisto obdobje polno upanja in življenjske sile pa dogodek ni bil nekaj izjemnega. Ničesar nočem odvzeti Marijinem Celju, ampak v poročilu za leto 1925 je Filip Terčelj v koledarju Goriške mohorjeve družbe zapisal, da se je deklet v istem letu na Sveti Gori izbralo še enkrat toliko, torej 2000. Tako je zapisal, prosvetna zveza je skrbela tudi za versko poglobitev članov in članic. Na Marijino Celje je sklicala skoraj 1000 fantov in na Sveto Goro privabila nad 2000 deklet. Ob teh romarjih so naši mladeniči in mladenke še posebno razločno čuli glas potopljenega zvona, ki jim je donel iz globočine prenovljenih src. In kaj je bil ta potopljeni zvon?
Terčelj to metaforo razloži na začetku svojega članka z bretonsko pripovedko o potopljeni cerkvi in zvonu, ki zvoni tako lepo in ubrano, da se pastiri ne morejo ločiti od jezera. Ampak to se zgodi le, ko ne besnijo vihari, ko se ozračje umiri in zavlada tišina. Tako pravi Terčelj, le ko za hip nastane mir, se oglase bodrilni zvoki iz globin in prepevajo pesem o našem rodu, ki je ljubil le kristalno globino in imel v dno duše zakopano vero svojih dedov in zvon poštene vesti. Res, le iz tega notranjega miru so pred 100 leti naši rojaki Lojze in Joško Bratuš, Filip Terčelj, Alojz Makuc, Janko Kralj, Radno Bednaršek in mnogi drugi črpali moč, da so ostali v težkih razmerah zvesti Bogu in narodu. Pa tudi danes sta mir in tišina to, kar najbolj potrebujemo, da odkrijemo zaklade, iz katerih živeti in se medsebojno bogatiti. Hvala. Zahvaljujem se profesorju Simčiču za vpogled v čas in življenje naših prednikov pod fašistično oblastjo. V nadaljevanju bomo prisluhnili zvenu moških glasov, ki prihajajo domala iz cele Slovenije. Venec nastopov 7 zborov in skupin bo prepletala sočutna poezija pesnice Ljubke Šorli. Moja pesem ne utira novih, drznih si poti. Stvarstvo Božje v vseh odtenkih njenim strunam govori. Ne potaplja se v globine in ne sili v visočine. Skozi srečo in gorje pesem moja eno išče. Pot človekovo svetišče, ki mu pravimo srce. Prvi bodo s pesmijo Pot v naša srca poiskali člani Moneta Brda. Po skoraj 40 letih prijateljevanja in zaljubljenosti v pesem premore njihova glasbena skrinja obsežen repertoar različnih glasbenih slogov. Nad njihovimi glasovi bdi umetniški vodja gospa Martina Kocina in danes bodo iz bogatega repertoarja za nas izbrali Ave Marija Janeza Kokošarja in Škabriel Radovana Kokošarja. No
Še bližji in bolj domač od briških pevcev nam je moški pevski zbor Kazimir Nanut iz Kanala. Ta pevski zbor je 28 let prepeval pod vodstvom zborovodje Klemena Nanuta. V letu 2020 se je Klemen poslovil od zemeljskega sveta in zbor je prenehal aktivno delovati. Fantje pa so se na naše povabilo po 5 letih ponovno srečali in pridno vadili pod vodstvom Klemenovega sina Petra, da nam danes lahko zapojejo Eno devo ble bom ljubil Hravoslava Volariča in narodno priredbi Sonje Pirc Ti domača hiša. Amen.
Vsa v gorah je skrita, v jesen vsa zavita, ko v gozdu stezica, primorska vasica. Tam v koči za poljem nekaj žari, na ognjišču plamen pojema. Kdo v pozni tej uri še tam bedi, besede ni, usta so nema. Ob ognju slabotne mati sedi in misli na padlega sina. Kot kamen ji misel srce teži, vse dala sem ti domovina. Tam v koči za poljem več ognja ni, le mati junaka v njej trudna bedi. Tolminsko danes zastopa zelo sveža moška zasedba, vokalna skupina Kera Boma, ki si je prvič sestala letos januarja na Mostu na Soči. Sestavljajo jo nekateri pevci iz komornega zbora Muzika Viva, ki so želeli nadgraditi pevske izkušnje in zapeti v moškem sestavu. Ime so si nadeli kar po tolminski različici večnega pevskega vprašanja. Kera Boma, zapeli namreč. Največkrat vadijo pod vodstvom gospe Erike Bizjak, vodenje skupine pa v njeni odsotnosti in ko se note že bolje primejo, prevzame pevec Tadej Črv. Danes bomo slišali, kako so se prijele note pesmi Videl dežele sem tuje Borisa Kovačiča in Zdravljica Ubalda Vrabca.
Večeri se že. Poletni dan leno v pozabljenje se izgublja, zarje rožnata goro poljublja in zlato razsiplje čez ravan. K meni pa ne more zarje luč, mrzli me obdajajo zidovi, kakor da železni so okovi. Kdaj razklene jih svobode ključ? Oh, kako je dolga, dolga pot. V kotu pojejo dekleta mlada, hrepenenje dviga jih in nada, proč srce želi jim, proč od tod. Skozi te zidove na moj dom misli moje s pesmijo hitijo, kakor veter mimo cest bežijo, proste vseh vezi in težkih spon. Oblaki so rodeči v priredbi Aleksandra Sluge in Oj Triglav, moj dom, nam bo zapel moški pevski zbor Srečko Kumar, ki tudi prihaja iz Brd. Neprekinjeno deluje že od leta 1977 in je skozi desetletja postal nepogrešljiv del kulturne dejavnosti. Z bogato tradicijo in vrhunsko umetniško izraznostjo zbor prispeva k ohranjanju in razvoju lokalne glasbene dediščine ter aktivno sodeluje na pomembnih glasbenih prireditvah. Od leta 2023 zbor vodi priznani zborovodja gospod Aleksander Sluga, pod čigar vodstvom zbor nadaljuje svojo umetniško pot in dviga kakovost pevskega izraza. Oh
Neslišno veje veter prek poljan, po sladkem miru hrepeni narava, utrujeno se drevje pozidbava, k večeru se nagiba vroči dan. Onkraj obzidja polna mladih nad vojakov pesem se v večer oglaša, čez polja vre in tiho spet ugaša, ko vrača mimo se zelenih trat. Nad cesto gori v daljo vlak drvi, ropot koles vsakdanjost me prebuja, kje moja misel se ob njem pomuja, domov, domov srce zahrepeni. Z obzorja, kakor ogenj plameneč, zahajajoče sonce se poslavlja in mimo vej akacij me pozdravlja, pokoj mi in lepih sanj želeč. S pesmima imel sem ljubi dve, Josipa Ipavca, in temna noč se je storila, nam bo pokoj in lepih sanj zaželel moški pevski zbor Lipa Ravnica, ki v današnji obliki deluje od leta 2000. Nastal je iz tradicije petja mešanih sestavov vaškega in cerkvenega zbora. Zbor združuje pevce iz domače vasi, ostalih vasi na Trnovski in Banjški planoti, pa tudi bližnjih vasi Vipavske doline. Neguje pretežno slovensko, ljudsko in umetno pesem. Zbor vodi gospod Andrej Filipič. Oh
Po naših dušah je vsa dolga leta beseda tuja, ko kladivo bila, da bi poslednjo iskro zadušila, ki v njih bila je od pradedov vneta. Pa so čez nas vihari zadivjali, da so vasi gorele in telesa, kako me mraz ob tem spominu stresa, a mi smo v zlate zarje verovali. Spet se čez polja, kakor pesem ptice, glasijo zvoki naše govorice, ki nam molitev je in vrisk in jok. O, ne pusti več vesoljstva Bog, da bi se v morju sile potopila, saj je tako brezmejno sladka, mila. Najmlajši po starostni strukturi pevcev, Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec, sestavljajo pretežno primorski študentje, ki študirajo v okviru Univerze v Ljubljani. Zbor je bil ustanovljen leta 1953, novembrskega večera, ko je skupina primorskih študentov spontano prepevala v ljubljanski gostilni Činkole. Številne generacije prepevajočih primorskih študentov so v 70-letni zgodovini spremljali mnogi dirigenti. Prvi dirigent zbora je bil kanalski rojak in častni občan občine Kanal v Soči, maestro Anton Nanut. Od leta 2019 zbor vodi gospod Jakob Bardo. Zapeli nam bodo Ave Marija Vinka Vodopivca in Planinska Antona Försterja. Hribi se dela dan, hribi žari, bratje le ven na plan na vrh
veseli, tukaj naš je svet. Hribih se dela dan, hribih žari, bratje le ven na vrh planin. Vrh pod nebo čisto jasno, tam se duh telo krepi. Ven naravo krasno, tam obraz se nam zvedri. Na planine vejo želje, na planinah je veselje. Tu se razjasnijo, ko gori uživa se nebo, gori uživa se nebo. Hribih se dela dan, hribih žari, bratje le ven na vrh planin. Hribim dol na okol, svet je neobit, tukaj si brez skrbi, tukaj naš je svet. Hribih se dela dan, hribih žari, bratje le ven na vrh planin. Na vrh Tebi, Marija, ki vsa si deviška in sveta, dviga v višavo moj duh se iz solzne doline. Mati veselja si lepega in bolečine, tvoja dobrota, pomoč in tolažbo obeta. Angeli Božji te v raju brez konca slavijo, k tvojim oltarjem poklekajo zemlje rodovi. Nagni se k meni in moje poti blagoslovi, zarjam nad njimi pogosto nevihte pretijo. Blaga nad vse in usmiljena si pomočnica. V urah samote ob tebi se misel spočije, v urah samote srce se pred tabo odkrije. Prosta mu tesnih vezi je tedaj govorica. Mojemu srcu brezmejno si ljuba in draga. Soncem obdana ti mojih si dni plamenica, sredi viharnih noči moja zvezda vodnica. Misel mi nate, Marija, živeti pomaga. Kot poseben gost je na današnjem slavju z nami slovenski oktet. Slovenski oktet je prvič zapel leta 1951 v Slovenski filharmoniji in vse od tedaj velja za najbolj reprezentativen slovenski moški vokalni komorni ansambel. Osnovno poslanstvo okteta je ohranjanje in plemenitenje slovenske vokalne glasbe. Njegov repertoar je izjemno širok in raznolik, saj ga oblikujejo skladbe od ljudskih pesmi vseh narodov do renesanse, od klasicizma in romantike do skladb sodobnikov. Posebno skrb oktet seveda namenja slovenski pesmi, tako ljudski kot umetni, ki jo vedno znova s posebnim žarom predstavlja na domačih koncertnih odrih, z veseljem pa jo ponese tudi med rojake in ljubitelje petja po svetu. V 7 desetletjih delovanja se je oktet predstavil na domala vseh pomembnejših domačih
in mednarodnih koncertnih odrih. V dosedanjem dolgem in bogatem obdobju delovanja se je zamenjalo prek 40 pevcev. Vsi so čutili izjemno predanost in pripadnost generacije in so nastopali Vsi so čutili izjemno predanost in pripadnost narodu, ki so ga nosili v imenu. Nekateri od njih so bili vodilni slovenski solisti svoje generacije in so nastopali na največjih koncertnih in opernih odrih doma in po svetu. Drugi so bogatili zven okteta svojo ljudskostjo, neposrednostjo in toplino. V vseh teh letih je odličnost sestava vzdrževalo in usmerjalo 5 umetniških vodij. Janez Bole, dr. Valen Svodušek, Darjan Božič, Anton Nanut in dr. Mirko Cuderman. Od leta 2008 je njegov umetniški vodja Jože Vidic, mednarodno priznani operni in koncertni solist, prvak Slovenskega narodnega gledališča, Opera in balet Ljubljana. Zadnji veliki jubilej ansambla, 70-letnico delovanja slovenskega okteta, je ansambl proslavil z izdajo nove zgoščenke ljudskih pesmi Drumeljca ter z jubilejnim abonmajem v Ljubljanskih Križankah, kjer je na 7 tematskih večerih iz arhiva slovenskega okteta predstavil bisere vokalne glasbe. Med nami bo slovenski oktet nastopil z naslednjimi pesmimi: Danilo Bučar, Tam, kjer pisana so polja, Miroslav Vilhar, Valen Svodušek, Po jezeru, Vinko Vodopivec, Na poljani in Benjamin Ipavec, Domovini. Mili, moj, slavinski kraj,
Spoštovani gospod Škof Juri, gospod Aleš, gospe in gospodje, veseli smo, da smo danes lahko prišli sem na ta prelep hrib, planoto, kjer lahko danes skupaj z vami praznujemo in se veselimo slovenstva, tega, kar smo in tega, na kar smo ponosni. Veseli smo, da smo lahko prišli, čeprav je pot trajala dolgo in zaradi te dolge poti smo malo zamudili celo na skupno vajo. Kar 4 ure je kolega imel nadaljšo pot, da smo prišli do Sangor in rekel, veste, v tem času je prišel iz Beograda ali pa do Dunaja. Ampak mi smo prišli pa sem na Lik in smo veseli, da smo tu z vami. Za sklep preden bomo zapeli skupaj z ostalimi pevci še nekaj skupnih pesmi, zapeli še eno skladbo Franca Kimovca, ki ima naslov Zgodnja danica, tvoji mornari daleč na drugi Jadranov breg. Ob tej priložnosti pa moram povedati, da ne glede na to, da je dolga pot v te vaše kraje, bomo čez nekaj dni zopet tu v Kanalu, v petek na odprtju festivala Gojevi dnevi, kjer slovenski oktet že vse ustanovitve prepeva in se veselimo tudi vašega obiska. Pridite, peli bomo lepe slovenske pesmi. Dobrodošli. Hvala. Daleč na drugi
Prisrčna hvala vsem zborom in skupinam ter njihovim zborovodjem in umetniškim vodjem. Smo pred zaključnim dejanjem naše današnje slovesnosti. Vse nastopajoče pevce vabim, da nam skupaj zapojejo. Združenemu zboru se bodo pridružili tudi moški člani župnijskega pevskega zbora Šempas, ki redno sooblikuje nedeljska in praznična bogoslužja v domači cerkvi. Vodi jih gospa Marjetka Bensa Humer. Z nami so danes tudi nekateri nekdanji pevci Primorskega akademskega zbora Vinko Vodopivec, ki jih prav tako vabim, da se pridružijo skupnemu petju. Skupnemu petju pa se bodo pridružili tudi fantje domačega pevskega zbora, ki je med mašo prepeval na koru. Z nastopom Združenega zbora se bo zaključil uradni programski del današnjega popoldneva. Vabljene goste in vse nastopajoče pevce vabimo na pogostitev v šotor ob cerkvi. Vsi vi, dragi romarji in obiskovalci, pa ste povabljeni, da se zadržite ob dobrotah v prijetnem druženju pred cerkvijo. Zdaj pa prosim, dajmo pevci takoj na prireditveni prostor za skupno pesem. Vodenje zbora smo zaupali zborovodji gospodu Jakobu Barbi. Jakob Barbo je magistriral iz orkestrskega dirigiranja na Ljubljanski akademiji za glasbo v razredu Marka Letonje in Simona Dvoršaka. V okviru študijskih izmenjav se je izobraževal še na Salzburškem Mozarteumu, Dunajski univerzi za glasbo in upodobljajoče umetnosti in na Akademiji za glasbo v Budimpešti. Trenutno je doktorski študent na Filozofski fakulteti. Zaposlen je kot asistent dirigenta v Slovenskem narodnem gledališču Opera in balet Ljubljana. Zlasti tam, pa tudi po okoliških opernih hišah, deluje kot dirigent najrazličnejših produkcij, posebej rad pa vodi tudi različne zbore. Gospod Barbo, Kraguljčki v priredbi Lojzeta Bratoža, Slovenecem Gustava Ipovca in pobratemija Vinka Vodopivca ter petja željni, raznolik in dokaj številčen zbor čaka na vas. Izvolite. Amen.
Spoštovani, preden se izpoje zadnja pesem tega uradnega programa, mi dovolite nekaj besed zahvale. Mislim, da jih bo kar precej. Najprej hvala Bogu Očetu, da nam je dal doživeti ta dan, njegovemu Sinu za ljubečo navzočnost in Svetemu Duhu, ki nas je v pripravi navdihoval in nas vodil. Najlepša hvala vam, spoštovani gospod škof Jurij, da ste danes z nami za daritev svete maše in za vaš nagovor. Hvala tudi vsem duhovnikom, ki ste somaševali, gospodu Borisu Kretiču za spovedovanje in vam, gospod župnik Aleš, da ste v tej zgodbi bili z nami in nas podpirali. Iskrena zahvala vam, gospod Tomaž Simčič, najprej za vaš hiter in odločen, seveda sem pripravljen, ki nam je v tistem trenutku veliko pomenil in nam dal novega zagona. In hvala, da ste to pripravljenost danes potrdili s strokovnim zgodovinskim pogledom v dogajanje in osebnosti iz časa pred stoletji. Posebna zahvala gre naši krajanki, gospe Heleni Vuk, ki nas je že kar nekaj let nazaj začela opominjati, da ne bi spregledali tega jubileja. Žal, Helene ni več med nami, se je pa zato v tem trenutku s hvaležnostjo spominjamo. Hvala vam, gospod Aleš Štrancar, za vse pobude, spodbude, promocijo in vsestransko pomoč pri organizaciji današnjega dne. Hvala vam, dragi pevci, spoštovani zborovodje in umetniški vodje, da ste se odzvali na naše povabilo in nam dvignili duha s svojim petjem. Hvala članom slovenskega okteta, ki ste, kot je gospod Vidic že povedal, prepotovali dobršen den naše Slovenije, da ste lahko s svojim nastopom počastili današnji praznik. Hvala vam, gospod Jakob Barbo, da ste sprejeli izziv vodenja Združenega zbora. Hvala Martini Valentinčič in Patriku Kvadžatu, ki sta bila naša vez in svetovalca z druge strani meje. Hvala Eriki Bizjak, Marjetki Humar Bensa za vse nasvete. Hvala Pokrajinskemu arhivu v Novi Gorici, gospe direktorci Tani Martelanc, ki je dala pobudo in odobrila pripravo in postavitev razstave o Lojzetu Bratožu in Jošku Bratožu. In hvala pripravljavcema razstave, gospe Ivanki Uršič in gospodu Juretu Gregorčiču. Razstava bo v naši cerkvi na ogled do Marjaceljskega shoda od Pustka 14. septembra. Zahvaljujem se občini Kanal ob Soči. Z nami je danes podžupanja Valentina Humar. Občini hvala za pomoč, vam osebno pa za zavzetost in razumevanje, ki ste ga nam izkazovali v teh dneh. Hvala Alpacemu DD. Med nami pozdravljam predsednika uprave gospoda Tomaža Vuka in se vam, gospod Vuk, zahvaljujem za vso podporo vaše družbe pri organizaciji našega dogodka. Hvala Zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal in direktorci gospe Petri Rutar za pomoč pri oglaševanju ter medijem, ki so današnjo slovesnost oglaševali. Hvala Kleti Brda in vinarstvu Marku Sirk za Briško kapljico. Hvala družbam Elaman d.o., Swiss Pearl d.o. in Automatic Service d.o. Hvala našim sorodnikom in prijateljem, ki so nam priskočili na pomoč. Hvala vsem vam, dragi romarji, poslušalci in obiskovalci, da ste danes prišli. Morda neobičajno, pa vendar čutim, da moram to zdaj reči. Posebno zahvalo in pohvalo našim krajanom namreč, Marjaceljanom, ki ste se vključevali v organizacijo z zavzetostjo, vsak po svojih močeh in sposobnostih prispevali svoj delež v današnje popoldne v obhajanje 100-letnice fantovskega romanja na Marijinem celju. Obhajanje jubilejev je trenutek spominjanja, pa tudi priložnost, da na temeljih spominov in izkušenj preteklosti usmerimo pot naprej.
Na poti naprej zato vsem nam želim, da srce zvesto naši domovini, slovenskemu rodu in slovenski besedi, kakor zdaj, ostane vekomaj. Spoštovani gostje, spoštovani nastopajoči, dragi romari, v tem trenutku smo slišali ogromnokrat izreci besedo hvala. Jaz pa mislim, da enkrat eno smo pa le pozabili. Veste, vse niti je v pripravi tega dne držala v rokah Metoda. Metoda, hvala ti za tvoje ideje, spodbude, za predano delo. Takšna praznovanja povežejo v skupnost številne srčne ljudi, ki ljubijo domači kraj, ljubijo pesem, obujajo spomine na pretekle dogodke ali pa se v prošnji in zahvali vračajo k mariacelski gospe. Metoda, še enkrat hvala ti za vse.